Lepo pozdravljeni. Nedavno nas je zapustil velik literat in zagrizan antifašist, tržaški Slovenec in ob smrti pravzaprav najstarejši prebivalec Furlanije Julijske krajine Boris Pahor. Za seboj je pustil 14 romanov ter več drugih krajših proznih del in esejev. Prevedena so bila v več tujih jezikov, v številne evropske jezike, največkrat pa je bila prevedena prav Nekropola. Avtobiografski roman o njegovi preteklosti, ki jo je preživel v koncentracijskih taboriščih v času druge svetovne vojne. Leta 1990 je bil najprej preveden v francoščino, nato še v druge jezike. Pred 14 leti pa je bilo delo razglašeno za italijansko knjigo leta in prejelo nagrado Premio Napoli za najboljšo tujejezično knjigo. Pred kratkim je knjiga doživela preporod. Mlad nadobudni tržaški Slovenec Jurij Devetak, rojen v Trstu, je knjigo namreč priredil v strip in jo izdal pri Mladinski knjigi. Zamejski Slovenci njegova stripovska dela verjetno že dobro poznate, saj pogosto riše stripe za otroke, za športno prilogo Primorskega dnevnika pa redno riše tudi karikature. No, danes je obiskal tudi naš studio. Jurij, lepo pozdravljen pri nas v koprskem studiu. Je bila dolga pot iz Trsta? Dolga, mislim, ne predolga, ne prekratka. Tako, hvala za povabilo. Ni zakaj, z veseljem te gostimo. Čeprav razumem, zdaj sploh ne živiš več v Trstu. V knjigi torej piše, da si iz Nabrežine, rojen si v Trstu. Kje se trenutno nahajaš? Sem rojen v Trstu, živim v Nabrežini, trenutno živim pa v Preložah pri Lokvi. Tako da je bil en kratek premik. Kratek razmik. Čez mejo pa se zaenkrat še ne premikaš. Tako ne še. Kako pa to, da si se odločil, na primer, izdati Nekropolo prav pri Slovenski založbi? Zdaj, Tržačani te verjetno najbolje poznajo po tvojih karikaturah v Primorskem dnevniku. Zdaj, preostala Slovenija pa te pravzaprav zdaj šele bolje spoznava. Kako da si se odločil za Mladinsko knjigo? Kot ponavljam večkrat, je nastalo zelo banalno. Nisem ne ciljal na italijanski trg in niti na slovenski. S to idejo, ko se je pripetila, porodila leta 2020, sem jaz poklical Pahorja in Pahor me je pač dal v stik z založbo Mladinsko knjigo in od tam se je vse začelo. Torej on že od samega začetka vedel, kaj imaš plan narediti? On ima pravice verjetno pri založbi Mladinske knjige in takratni predsednik uprave Mladinske knjige, Peter Tomšič, je bil vedno v dobrih odnosih z njim, tako da je on pol me povezal z njim in res, wow. Se pravi, že ko si imel idejo, si dobil že založbo, to je pravzaprav so sanje vsakega striparja. Že takrat, ko sem študiral v Padovi na Scuola Internazionale di Comics, so mi povedali in smo se tako učili, da moram jaz pripraviti en določen projekt, ne, in po določenih točkah. In tukaj je bilo vse narobe. Jaz sem poslal neke skice na založbo, Petru Tomšiču in s tem se je vse začelo, tako da je bilo res, enkratno, ker pač ni šlo nič po programu, ne, tako da. Pravzaprav tudi sama sem na primer v recenziji napisala, da zdaj si verjetno edini slovenski avtor, ki je izšolan prav zares za strip. Kdaj se je pravzaprav zbudila tvoja ljubezen do stripa, da si se potem odločil, šel bom na Akademijo za stripovsko umetnost? Jaz nisem nikoli bil en ljubitelj teh stripov. Sicer jaz sem vedno rad risal, ponavadi risanke, ne, tako da stripi so bili verjetno tako meni bolj blizu, sem zaradi teh likov, ne, Asterix in Obelix, vsi ti, da so me potem povlekli s sabo in da sem jaz potem zbral to akademijo v Padovi, ne, ker jaz pač leta 2017, ko sem jaz zaključil višjo srednjo šolo Jožef Štefan, elektronsko smer v Trstu,
Sem rekel, Juri, poglej, ti od elektronike pač ne razumeš nič. Sem vedno risal. Pobrskaj po spletu, poglej, kam bi lahko šel, kam bi lahko se peljal, ne, da bi lahko dopolnil to svojo risarsko pot, ne. In tako da sem pobrskal in sem videl, da ta škola Internacionale di Comics v Padovi mi ugaja, mislim, je komot, in sem rekel, sem prišel k staršem in sem jih vprašal, kaj bi se vam zdelo, če bi jaz risal v življenju. Prvi odziv je bil, si gotov, in sem rekel, daj, prosim, in so rekli, ajde, probamo, in tako da s tem se vse začelo. In potem si jo dejansko zaključil, verjetno so bili kar veseli, da ti zdaj tudi uspeva, ne? Ja, mislim, uspeva, zdaj prvenec je prišel na dan, tako da upam, da bo še kakšen strip, mislim, še kakšna knjiga izšla z mojim imenom, in tako da ja, upajmo, da bo tudi prihodnost, tako, da ima prihodnost zame še kakšno presenečenje. Bi nam mogoče še kaj več povedal o svojem šolanju, ker sliši se zelo zanimivo, torej šola za stripe. Kaj ste se tam učili? Ste se učili tudi scenarija, ste se učili zgolj risbe, ste se učili različnih tehnik? Ja, tam je potekalo, da tako, v prvem letniku te učijo, mislim, eno osnovo risanja, ne. To pomeni, kar se tiče anatomije, kar se tiče perspektive, črno in bele barve, ali mislim prav od vseh barv, ne, teorija, tako da potem z naslednjim letnikom, mislim v drugem letniku, pol se učiš, kako se pošilja, mislim, razne prošnje na založbe, projekte, mislim, za Francijo, za Ameriko, in za italijanski trg in še za japonski, ne, ta manga svet. In v tretjem letniku pa imaš celo leto, da ti si izbereš, mislim, eno založbo, mislim, v Italiji ali pa na ameriškem trgu ali na japonskem ali v Franciji in izrišeš, mislim, projekt svoj za ta trg, ne. In kakšnega si izbral ti? Jaz sem izbral za francoski trg in sem naredil, mislim, sem ustvaril eno zgodbo, mislim, mafijsko zgodbo, eno kriminalko in tako, prišla v redu, mislim, tako da sem zadovoljen sam s sabo. Pa ste na šoli predvsem z roko risali, zdaj v zadnjem času vse več se riše na razne tablice, zelo računalniško. Na kakšen način ti delaš najraje? Kaj si pa na šoli delal? Ja, ne, jaz še vedno najraje rišem tradicionalno, mislim, na listu, ampak v zadnjem času, mislim, sem imel veliko dela, tako da sem moral si pospešiti delo s tem oziroma si pomagati z digitalno tablo, ne. Na šoli pa nismo imeli računalnikov, nobenih tablic, mislim, digitalnih tablic, in smo vse risali na roko in tam so, mislim, docenti predvsem se osredotočili na to, da je tradicionalna risba tista, ki, mislim, nauči učenca oziroma dijaka, da potem se lahko preživlja z risanjem, ne, da sploh pridobi eno roko, eno natančno roko. Pa tudi očitno poslovni svet, če prav razumem. Tudi v poslovni svet so vas nekako vpeljali, da se razume ta stripovska produkcija. Ja, mislim, so te naučili, da kot stripar si en umetnik na 360 stopinj, ne. Mislim, jaz pravim tudi, da si nekako en režiser, ne, ker pač moraš postavljati kadre in perspektivo in anatomijo v perspektivi in tako dalje, tako da mislim, na šoli so te res naučili od A do Ž, kakor mislim, mora biti en strip narejen, ne. In kaj si kot izkušeni, izučeni stripar misliš o, na primer, stripih, ki jih delajo s pomočjo umetne inteligence, kot so prišli ven začetek junija, ne? Uradno naj bi bil prvi strip narejen po Killing Joke,
ki dejansko ga generirajo spletne platforme za stripe. Sicer po posameznih sličicah, ampak kako se ti zdi tak način dela? Verjetno bi bilo to od tebi nekaj povsem drugega, da bi moral napisati, kaj si želiš na sliki in potem dodajati besedilo zraven. Ja, mislim o tej zadevi, jaz tem zadevam nisem sledil, ne. Tako da bo, vse, kar je digitalnega in to, utopičnega sveta, digitalizacije in meni, ne ugaja preveč, ker so me tako napotili v Padovi, da je tradicionalno risanje tisto, kar naredi, enega risarja, enega človeka, da res nimam enih večjih pojmov, kar bi lahko jaz rekel tebi zdaj v tem trenutku, da kaj je ta digitalizacija ali kaj se meni zdi. Si pa omenil, da sam s pomočjo računalnika si pospešiš delo. Na kakšen način je lahko torej risanje s pomočjo računalnika hitrejše? Ja, ni treba, da obrišeš nobenega čopiča, ni treba, da si nabaviš črnilo, ni treba si nabaviti akvarelov ali karkoli, tako da imaš vse pod roko in tako da ti kar pičneš, tak čopič imaš in zrišeš, ne, tako da čas je zelo pomemben, pri risanju in digitalizacija, v tem primeru, da imaš eno digitalno tablo, pomaga, predvsem pri terminih, ko imaš za oddati eno delo, ne. Ja. Zdaj, v preteklosti si se zelo ukvarjal z otroškimi stripi in s karikaturo. Kako to, da si se odločil zdaj presedlati na odraslo občinstvo? Ja, najprej povem, da jaz nisem še izdal nobenega stripa in nisem napisal nobenega scenarija za otroške stripe. Me poznajo, na Tržaškem kot karikaturist za športno prilogo Primorskega dnevnika in meni je bila vedno všeč, me je vedno zanimala ta zgodovina, naša polpretekla zgodovina in kar se je dogajalo na naših tleh. Tako da, ko sem jaz prvič drugič sicer prejel v roke Nekropoljo, me je tako nagovorila, da sem rekel, da tudi Nekropolja, tudi en Pahor potrebuje eno roko, eno pomoč, da povemo in da se še mi oglasimo, da take zadeve ne smemo pozabiti in da se ne bi nekaj takega na naših tleh sploh lahko ponovile, ne. Tako da res sem šel v to samo, da bi lahko pomagal nam, Slovencem, pa tudi drugim. Mogoče tudi zaradi tega, ker, kot sem slišala, prvič, ko si bral Nekropolo, pravzaprav nisi prišel do konca. Ne, prvič, ko sem jo prejel v roke, je bilo to na višji srednji šoli in sem jo prejel, sem jo prelistal in po pravici povedano nisem razumel nič, ne, sem prebral par strani. Tako da 4 leta kasneje, leta 2020, sem jo zopet prejel v roke in sem jo prebral, s težavo, ker je vsekakor zahtevna knjiga, ampak sem jo dosti bolje razumel, tako da in me je zelo nagovorila, kot sem že povedal. Jurij Devetak, zaenkrat najlepša hvala. O tem, na kakšen način pa je Nekropola navsezadnje vendarle pristala tudi v stripu, pa po oglasih.
Lepo pozdravljeni spet nazaj, z mano je Jurij Devetak, ki je nedavno izdal svoj prvenec, strip Nekropola, narejen po knjigi, pravzaprav avtobiografskem romanu Borisa Pahorja o njegovem življenju v koncentracijskem taborišču. No, Jurij, prej si že omenil, da te je zelo nagovorila Nekropola. Si bral še kakšno drugo delo Borisa Pahorja, pa je mogoče ta posebej izstopala ali je šlo čist slučajno za njegovo delo? Ne, v bistvu jaz od Pahorja sem prebral dve knjigi, to sta Nekropola in Vila ob jezeru. Sicer Vila ob jezeru sem prebral v italijanskem prevodu. Sem izbral Nekropolo, oziroma me je izbrala Nekropola, ker me je tako nagovorila. Tudi Vila ob jezeru je ena krasna knjiga, ampak ta krutost in ta tesnoba, ki je v Nekropoli, in vsi ti občutki in trenutke, ki je Pahor opisal tako detaljno v Nekropoli, so mi bili meni res fascinantni, tako da sem rekel, da jaz moram tu Nekropolo na nek način preliti na list. Omenil si, da se je to dogajalo okoli leta 2020, malo pred tem. Takrat se je namreč v Trstu tudi veliko govorilo o vračanju Narodnega doma tržaškim Slovencem in ob tem smo lahko videli kar nekaj izbruhov nacionalističnih grafitov po mestu. Je mogoče tudi zaradi tega te malce nagovorilo, ker Boris Pahor je vendarle pogosto poudarjal duh antifašizma, kako je potrebno to vse skozi obnavljati, ponavljati. Kakšna je pravzaprav zdaj scena v Trstu? Bi rekel, da potrebujemo take knjige in taka dela ravno zaradi tega, ker še vedno fašizem ni tako mrtev, kot bi si želeli, da je? Ja, v bistvu, kot je pravil gospod Pahor, da je fašizem vedno za vogalom, ne. Mislim, da zdaj situacija je še vedno kritična. Mislim, mi zamejci jo še posebno čutimo. Mislim, še s politiko in to, ker jaz se ne ubadam preveč, ne, ker imam 25 let, zdaj moram še malo razumeti, kako deluje ta politika. No, volilno pravico že imaš, ne? Ja, ni ene, po mojem mnenju ni več ene take etike v politiki, da bi jaz se lahko sploh ubadal z njimi, ne, če mislim s politiko. Tako da res zdaj, da bi govorili o fašizmu, sem še vedno premlad. Jaz rišem, ne govorim o teh zadevah, tako da mi je tudi meni težko vam dopovedati, kaj mislim in kaj občutim. Tako da tukaj se konča. No. Nisi pa kot zamejski Slovenec imel kdaj kakšnih neprijetnih srečanj, mogoče, ko si šel zvečer ven? Mislim, kot zamejci smo tako, kako bi rekel, je zelo težko dopovedati, smo delikatni ljudje. Meni se je pač v Sloveniji in bodisi v Sloveniji kot v Italiji zgodilo, se pripetile neke take čudne in grde situacije. Pač, ko si prišel v Slovenijo, so te klicali pa Italijan, ne. In ko si v Italiji, te imenujejo ščavo, ne. Tako da, smo ena majhna realnost, tam se držimo, ker ne v Sloveniji, ne v Italiji se ne čutimo doma. In na žalost je tako. Je bil mogoče tudi zaradi tega Pahor blizu oziroma njegova dela? Ja, Pahor, jaz Pahorja sem poznal preko, Nekropole, ne. Oziroma sem vedel že prej, da je on napisal Nekropolo in po tem romanu je on bil poznan po celem svetu, v bistvu. In to, da ko sem jaz razmišljal, da imam enega človeka, eno tako osebnost, poznano osebnost na 10 kilometrov razdalje od mojega doma, mi je bilo res, krasno in zato sem rekel, da me je približalo, ne, k njemu, tako da, ja. Si ga torej tudi osebno spoznal ali zgolj prek telefona? Si ga kdaj obiskal, kakšen vtis je naredil nate? Ne, jaz prvič, ko sva se spoznala,
pravzaprav je bilo leta 2018 v kulturnem domu na Proseku, ko sem mu jaz podaril ta njegov portret, ki sem ga zrisal. In potem, mislim, sva se spoznala, nisva niti govorila, ne, ker pač je imel 106, 105 let, nekaj takega. Tako da v bistvu sem mu dal portret, ga je pogledal, je rekel, da slabo vidi, ne, in da mu rabi ena določena razdalja, mislim, enih 3 metre razdalje od tega portreta, da sploh lahko zazna, kaj je in kdo je na sliki. In potem leta 2020 sem ga, mislim, 2-krat poklical in sva se pogovarjal sam po telefonu. Tako da, res zanimivi trenutki. Pa je potem takole nadaleč tudi videl kakšne zasnutke, skice tega, kar delaš? Ja, meni so sporočili z Mladinske knjige, da je on proti koncu videl neke strani, mislim, dokončane strani. Zdaj, jaz ne vem, jaz ga nisem videl, pač je bila tudi ta pandemija vmes, jaz do njega nisem imel kako, tako da se zanesem na tisto, kar mi na Mladinski knjigi sporočijo, evo. Ampak so ti pa rekli, da strinja se, všeč mu je ali kaj podobnega? Ja, mislim, on mi je dokazal, da se že strinja z idejo in stripom. Ko sem bil drugič na telefonu z njim, ko me je dal v stik že s Petrom Tomšičem, ne. Tako da je on že vse uredil in tam je on dokazal, da se strinja prav z idejo, ne. Tako da si imel blagoslov, tako ja. Nenadejano se je pa, no, zdaj, če sem malce kruta, zgodila tudi dobra reklama za tvoj strip, ker je pravzaprav izšel ravno v času, ko je Boris Pahor preminil. Zgodba oziroma zdaj že legenda govori, da si zadnji kvadratek stripa oziroma predzadnji risal ravno v trenutku, kot je oče sporočil, da je pisatelj umrl. Te je to zelo prizadelo, vendarle si nekako risal njegovo življenje ravno v času, ko se je prenehalo. Ja, mislim, nekateri pravijo, da je to naključje, nekateri, da ni naključje, mislim, bla, 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 ne. Jaz mislim, tisti trenutek je bil žalosten, ker jaz običajno zjutraj sem šel na digitalno tablo in jaz sem že dokončal, mislim, celo knjigo. Jaz sem še popravljal potem, ne. Tako da sem prižgal in sem bil ravno na predzadnji strani, kjer je Pahor, ki mislim, vstane in odide z mize. In takrat sem jaz prejel to sporočilo od očeta, mi je povedal, da Pahor je odšel za vedno, na žalost. In trenutek je bil tako poseben, ki jaz sem pogledal sporočilo in sem potem, sekundo potem sem pogledal na računalnik, mislim, na tablo in sem videl Pahorja, ki odide, ne. In tam je bilo meni res poseben trenutek, ne. Tako da lahko pokaževa mogoče to sliko, ko že imaš knjigo s sabo. Ja. Da vidimo, kdaj je odšel. Ja, imaš pa tudi kar nekaj spremne besede. Ja. To si se sam odločil zanjo ali so bili Ne, to napotki? mislim, so odločili vse na Mladinski knjigi. Evo, ta je, ne. Ko odide z mize in res tako poseben trenutek, ne, ker sem pogledal sporočilo in potem sem pogledal na Pahorja, na risbi in da odide, je bilo, mislim, tako poseben, ne. Enkraten trenutek in mislim, prav enkraten je bil. Si bil verjetno žalosten takrat? Ja, žalosten, mislim, zelo me je pretreslo, da je odšel in da, mislim, sem bil gotov, da se bova še enkrat videla, ne, in da se bova lahko tudi pogovarjala, mislim, toliko več, toliko manj. Tako da, mislim,
Ja, žalosten sem bil, res sem mu hvaležen, ker mi je dal eno velikansko priložnost in sem zelo počaščen, da sem sploh spoznal eno tako osebnost in res wow. Predvsem tudi zelo dobro njegovo življenje. Kako zelo si se pravzaprav lotil raziskave za ta strip? Si tudi sam obiskal taborišče, o katerem rišeš? Ja, mislim, ta pandemija po eni strani mi je zelo pomagala, po drugi strani pa ne. Mi je pomagala s tem, da sem imel ure na razpolago in dneve, da sem lahko sploh nekaj takega naredil. Po drugi strani pa sem jaz imel v programih, da bom obiskal taborišče leta 2020. Pandemija mi je bila ena velikanska ovira. Tako da sem jaz to taborišče moral pogledati, kako je zgrajeno in kje se nahaja in temperature in rastline in karkoli. Mislim, reference sem jih moral sam pobrskati po spletu. Tako da je bilo res tudi težko si predstavljati, ker pač Pahor, ko piše v Nekropoli, da hodi po taborišču, ne, tudi če nisi tam, si z eno knjigo vsak predstavlja po svojem, ne, kako je narejeno ali po kje hodi, ne, in karkoli. Ne točno določeno in ne točno verodostojno, ne. Tako da jaz sem rekel, da zdaj jaz moram, če že rišem, ne, in da je on, ki hodi po taborišču, mora biti vsaj malo verodostojno, ne, da je narejeno tako. In tako sem jaz pobrskal po spletu, si pogledal razne dokumentarce, mislim, The Man Who Sold Too Much. Si se zaradi tega mogoče izogibal temu, da bi res zares videli ozadja, bolj vidimo torej tisto, kar je spredaj, subjekte, osebe, predmete v prvem planu, ozadja so bolj nekako, kot da je ves čas megla. Ja, mislim, v Nekropoli se, kot pravim, ni opisano, mislim, se Pahor osredotoči na določenih trenutkih in na določenih občutkih, ne. In zaradi tega jaz sem se tako odločil, da bom sledil njegovemu pripovedovanju in da bom jaz te občutke na nek način, ne vse zagotovo, ampak nekatere občutke in nekatere trenutke jih prelil v risbo, ne. Ker mislim, da to je bila glavna točka Nekropole in da je sploh Nekropola, mislim, Borisa Pahorja išla tako, mislim, se uveljavila po Evropi in po svetu, ne. Saj Nekropola ni tako ozka knjiga, ni tako tanka knjiga, tudi tvoj strip ni ravno med tanjšimi, je kar precej zajeten. Si pa moral verjetno posebej izbrati določene dele besedila, ki si jih vstavil noter. To ni celo besedilo, ne? Ne, ja. Tudi ta je bil velik izziv zame in je bilo, mislim, sem imel veliko vprašanj in veliko dvomov in se moram res zahvaliti urednikom in tudi staršem, prijateljem in znancem, ker sem jaz stalno nekaj, hej, kako bi lahko tukaj, ne, ja, poskusi tako, okej. Ja, mislim, izbira odlomkov ni bila enostavna, prav zaradi tega, ker je besedilo v Nekropoli res zahtevno. Jaz sem izbral tiste odlomke, tisti tekst, ki mi je lahko omogočil, da z eno risbo lahko ustvarim neko zgodbo, ne, da ima en začetek in en konec. In mislim, prav zaradi tega je bila risba tista podlaga, ki me je podpirala pri izbiri besedila, ne. Mislim, risba je bila tista, ki me je spodbujala za to. Ti je bilo torej lažje delati, sam si rekel, da tudi za te otroške stripe ne pišeš scenarijev sam. Je mogoče to tisto, kjer si potreboval neko literarno predlogo? Ker mislim, da veliko striparjev pravi, da imajo težave s scenariji, ne? Raje bi samo risali. Ja, saj, mislim, scenarij tukaj Nekropola je res, mislim, že težek naslov, ne. Še težji jezik je noter, mislim, še nekaj besed, ki si jih Pahor sam izmišlja, tako da... Na primer?
Ročina. Ročina, kaj pa to pomeni? Ročina, jaz sem takrat vprašal prijatelja od očeta, kaj pomeni in kako je, ker on je profesor na univerzi v Trstu. In sem vprašal, kaj je zdaj ročina, ne? Ker, v slovarju, v pravopisu ni bilo, ne? In je rekel, zdaj grem pogledat, kako so prevedli to v italijanskem prevodu, kako je to so napisali in prevod je bil manača. In ročina je grda roka, ne? Tako, da, take besedice, ne, so bile noter, tako da... Pa to je samo on uporabljal ali tudi ostali v tistem času? Ja, zdaj ne vem, ne vem, ker nisem prebral nisem zasledil še nobene take besede v drugih knjigah, evo, tako da. Jo pa zdaj verjetno uporabljaš med prijatelji? Ne. Kaj si pa naredil? Poglej, kakšno ročino imaš. Ja, ne. Ne, tudi so bile take posebnosti, ne, sem potreboval eno pomoč pri tekstu zagotovo. Torej, misliš, da tudi prihodnje, če se boš loteval stripa, da boš mogoče na takšen način delal po predlogi ali bi si želel scenarista? Ja, jaz bi rad pisal, ne, vem, da potrebujem eno roko, ne, tako da verjetno bom najprej šel v to, da bom jaz samo risal in bom imel scenarista zraven, upam, da bom dobil, ne, da bom našel katerega. Tako da ja, in potem bom videl, kako se bo razvilo počasi, če mi bo uspelo kaj napisati, nekaj kratkega verjetno, kaj. No, dragi scenaristi, če mogoče koga zanima, Jurij se vam tukaj ponuja. Kaj več o tem, koga je pa že vzel za zgled in malce o italijanskem stripu, pa bomo spregovorili še po oglasih. Pozdravljeni spet nazaj v oddaji In Vivo Veritas, kjer danes gostim Jurija Devetaka, avtorja, stripovskega ustvarjalca, ki je priredil v strip Nekropolo Borisa Pahorja. Jurij, ponovno lepo pozdravljen. Torej, ko smo videli tvojo knjigo, smo nekateri pomislili, na primer jaz osebno, najprej na Danijela Žežlja, nekateri so pomislili na Zorana Mušiča in na slike iz koncentracijskih taborišč. Si sam tudi imel v glavi kak zgled, ko si se lotil risanja? Ali si šel čisto po lastni inerciji, kar se ti zdi, da bi bilo dobro za to besedilo? Ne, hvala, da me primerjate z Danijelom Žežljem in s takimi velikani. Vem, da nisem na takem nivoju. Jaz pa sem se zgledoval po, ne vem, če poznate, je taki stripovski avtor v Italiji, Corrado Roy, ki se igra vedno s temi sencami in črno-belimi barvami. In ima ene take, kako so bile, kot temu reklo, ene take risbe, ene take močne podobe, da sem krav z njihovih risb, ne. To črno-belo grafiko oziroma obliko, ne. Kaj pa torej te slike taboriščnikov? Si to mogoče tudi pregledal? Si jih videl kaj? Mogoče, ko si se pripravljal takrat, ko si omenil, da nisi mogel potovati v taborišče zaradi pandemije, ampak si se pripravljal na to, si verjetno tudi naletel na kakšne? Ne, jaz sem si
Jaz sem pogledal te dokumentarce, angleški dokumentarci in italijanski, kjer so bile razne fotografije, in so tudi izpostavljene v taborišču na Cvajlerštrutov te slike taboriščnikov, ne. Tako da sem jaz potem pogledal tudi druge slike, pobrskal po spletu druge slike, kot so ne vem, od taboriščnikov z Auschwitza, taboriščnikov z Dachauer, Bergen-Belsen in vseh, tako dalje. Tako da jaz pravzaprav nisem točno vedel, kako bi narisal enega, taboriščnika, ne, ker ne vem, veš, da je suh, ne, da je gol, da je en revež, ne. Sem jaz pred sabo, ga nisem nikoli imel, tako da meni je zelo težko priti do tistega in raje sem uporabljal eno bolj tako abstraktno podobo, da sem ga upodobil z enimi prav mrtveži, z enimi kao zombiji, ne, da sem lahko vsaj dal tisto, kar sem jaz občutil v tistem momentu, ne, tako da sem si ga jaz predstavljal, ne. Tako, res so take prikazni, ki prihajajo iz teme. Tako, ja. Torej ti prikazni, ki jih pogosto vidimo, so take dosti brezoblične. Ampak Pahor je verjetno edini resnični človek, ki si ga upodobil tam notri. Vsi ostali bi lahko bili kdorkoli. Ja, bi lahko bili kdorkoli. Jaz sem se predvsem tako osredotočil na Pahorja, ker mislim, da je nekropola je Pahor, ne. Tako da, ja, vse drugo, kar se tiče ozadja, oziroma kar se tiče ambienta, kar se tiče taborišča, kot sem že prej povedal, to gre v ozadje, ne. Pahor je protagonist, je glavni junak, tako da sem jaz zapeljal do se osredotočil na njegovem liku, ne. Tako da, ja. In pa na ostale krutosti moram priznati, da me je najbolj pretreslo, ko sem prišla do dela, kjer piše o mrtvem novorojenčku. Verjetno si imel kar nekaj takih krutih delov, ki si jih vključil ali pa tudi izpustil. Si se namerno odločil, da mogoče se vseeno bolj osredotočiš na to njegovo razmišljanje? Ja, saj to je bilo, ne. Imel sem tudi velikanske, sem imel tudi neke krize, ne. Pač jaz sem bil zdaj 2 leti, če ne vsak dan, skoraj vsak dan, s Pahorjem, ne. In s Pahorjem, ki je na typewriter, ne, na pisalni stroj, ja. Na pisalnem stroju. In s Pahorjem, ki je bil v taborišču. In je ena velikanska razlika biti tam in risati enega, ki je na pisalnem stroju, in biti tam in risati nekaj, kar se dogaja v enem taborišču, ki si lahko ti kot 25-letni, mlad človek, sploh ne predstavljaš, kako je bilo tam živeti, ne. In že s tem, da jaz sem imel te krize, da sem bil 2 leti s Pahorjem v taborišču, me je tako to podpiralo še in spodbujalo, da lahko pridem do konca enega stripa, ker konec koncev je en strip. In me je podpiralo to, da sem pomislil, da kako so sploh ti ljudje uspeli preživeti tem grozodejstvom in vsem tem krutostim, ki so doživljali vsak dan tam. Tako da to me je nekako podpiralo, da bi, ne, Ja, ob hrani, ki so jo kradli mrtvim, ki so ta dan umrli in podobno. Ja, je zanimivo, ne, kako te tudi psihološko zadene, ne, ena taka stvar. 8000 ur si menda preživel za risalno tablo. Ja, jaz nisem štel ur, ne. Tako je novinar, je preštel ure, verjetno je bilo kaj manj, kaj več, ne vem. Tako da, ja, če je tako, ja. Zagotovo je bilo pa kar nekaj nočnih. Ja, to zagotovo, ja. Predvsem, ko smo govorili prej, ne,
pred terminom, ne, pred oddajo. Pred rokom za Ja, pred oddajo. rokom, No, ja. upamo, da urednica ne sliši, ampak ona je še najbolje vedela. V kakšni tehniki pa si se lotil risanja? Prej smo že lahko videli, imaš te črno-bele kontraste, praviš, da rišeš na roko, ampak zakaj točno je šlo? Si imel take obrise s tušem ali... Ne, jaz, dobro, zdaj nimam tukaj skic, ampak... Lahko nam pa vseeno pokažeš, da si predstavljamo. Ja, ne vem. Zdaj, predvsem damo eno, zdaj ne bom iskal pol ure, dajte mi samo čas, da dobim to pravo. Evo, ne, nekaj takega. Mislim, jaz njega, ne, sem narisal, ta je tole, sem ga narisal s čopičem, mislim, jaz ne pravim, da rišem s čopičem, mislim, sem bolj mazal. Prav zaradi tega, ker če vidite vse, ko sem jaz tukaj mazal, mislim, ob robu, sem to počenjal tudi z liki, ne, v figuri. To sem jaz potem skeniral in sem, da bi postala ena hrapova figura, mislim, hrapov lik, ne, en hrapov, ko se reče, rob, ne, sem jaz to z digitalno gumico, mislim. Sem samo tisto, sem malo opredelil, mislim, lika, sem ga postavil, da je v proporciji mislim, da zgleda lepo in to je to, mislim. Zato mislim, da nisem risal, sem se jaz to oblikoval in mazal, ne, predvsem. Si pa od začetka delal črno-belo, nisi delal barvno, pa potem poskeniral, da je bilo črno-belo? Ne, mislim, na začetku sem tudi razmišljal o tem, da bi lahko neke sive odtenke vključil. Pol pa smo z likovno urednico Tanjo se odločili, da, mislim, zadostuje ta črna in bela barva, da ustvarimo neko tesnobno vzdušje. Ja. Kako velike pa imaš izvirnike, originale? Na kako velikem formatu si risal te slike? Ne, jaz sem risal na A3, to pomeni 29,7 za 42 centimetrov. Ja, to sem skeniral, saj tudi tam so bili velikanski problemi, jaz sem bil cel od črnila in skener je bil tudi od črnila, tako da zdaj sem mogel vse nekaj popravljati in pobrisati in okej, tako da no, vse ful. Super, lej, da se pripraviš za naslednjo knjigo, po tem, koliko govorimo o tebi, se mi zdi, da boš moral kar hitro kaj sproducirati novega. Ja, mislim, zdaj bomo videli, da zdaj delam že na eni otroški knjigi, tako da se malo znebim teh taborišč in vsega. In mislim, jaz ciljam prav na te otroške knjige ali risanke, tako da se bi rad uveljavil tudi v tistem svetu, ne. Tudi v Italiji mogoče bo tudi Nekropola prevedena v italijanščino? Ja, jaz upam, da ja. Mislim, delajo na tem, jaz mislim, delam na tem, kolikor lahko, ne. Tako da ja, upam, da bo v italijanščini in upam tudi v francoščini, kjer je bil Pahor še toliko bolj poznan. Pa se da, na primer, v Italiji živeti od stripa, od animacije. Zdaj, ko pomislimo na italijanski strip, nas večina pomisli na Sergio Bonelli editore in na Alana Forda, na Dylan Doga, na Texa Zagorja, vse te, ki so izhajali oziroma še izhajajo v Italiji. Ampak kako pa je z avtorskim stripom? Ja, mislim, strip v Italiji je, mislim, trg v Italiji stripa je tako, ima en velik potencial in je, mislim, mu gre dobro, ne. Po mojem mnenju, če nisi v eni, ne vem, pri Disneyju ali pri Bonelliju, je težko, da se sploh lahko preživljaš, ne, od enega stripa. Zdaj pa sem videl, da vsekakor ta strip se zopet tako, mislim, kako se bi reklo, prihaja na dan, ne, se zopet uveljavlja po Evropi. Tako da mislim, da v Italiji imaš, zdaj so še ene druge založbe, kot so Bao Publishing in Tunue, ki so, mislim, sta ti dve založbi, ki izdajajo predvsem ene grafik novel, to pomeni risoromane in tako dalje. Tako da, mislim, počasi
se povsod nekaj razvija in upam, da bo, da v Italiji bom lahko tudi nekaj zaslužil, ne. Zaenkrat mi je samo Slovenija dala priložnost, mislim, tako da upam, da tudi sosednja Italija mi bo dala še kaj, ne, eno roko, mislim, vsaj. Ja, vsaj škoren, ne? Vsaj škoren. Si se z animacijo sicer, o kateri govoriš, že kaj ukvarjal ali je to samo tvoja želja? Ne, sem se ukvarjal, sem tako samouk na tem področju, in mislim, moje sanje so prav tiste, da bi jaz prišel do ene službe, mislim, do enega studija animiranih filmov, ne. Delam na tem, mislim, zdaj, okej, sem bil 2 leti na Nekropoli, tako da mi je bilo malo bolj težko. Je moja ena velikanska želja, da bi se uveljavil v tem svetu filma in animiranih teh risank filmov. Pa se ti bo dalo potem 150-krat isto slikico risati? Ja, jaz se ne bi kot animator tako uveljavil, jaz bi rad bil karakter dizajner. Ne, tako da mi je všeč, ko ustvariš junaka in mu daš karakter in mu daš neke značilnosti in dejanja, gibe, ne, tako. Torej, če bi sebe spremenil v super junaka, kakšne možnosti in obleko bi si dal? Super junaka? Že da je super, mi ne štima. No, pa samo junak, samo junak. Ne vem, katerega junaka, mislim, jaz nisem nikoli pomislil in se nisem nikoli dal samega sebe v enega junaka, mislim, sem gledal večkrat. Ne, mislim, meni je dosti bolj všeč, da gledam eno risanko ali en strip in jaz sem pač tisti, v italijanskem jeziku si bi rekel onisciente, ne. Da poznaš vse, da vidiš vse, da poznaš junake, da poznaš svet, samo da ti nisi noter, ne, v zgodbi, ti si zunanji, tako da jaz se ne postavljam v noben kader, na noben prostor. Tako, raje ostaneš zraven in gledaš. Tako, ja. No, tudi mi bomo ostali zraven in brali tvoje stripe sicer v tem primeru. Zagotovo pa seveda vse gledalce vabim, da tudi sami vzamete v roko Nekropolo, če že ne Pahorjevo, pa zagotovo Devetakovo. Mislim, da si tudi marsikateremu srednješolcu, ki bo to mogoče moral brati za obvezno čtivo, olajšal zdaj pot, da ga vsaj spodbudiš, da vzame v roke tudi jaz celoten tekst. Upam res prisrčno, da bo tako. Tako. In kot vidite, tudi Juriju je v drugo uspelo. Jurij Devetak, najlepša hvala za današnji obisk v studiu. Hvala vam, hvala. Tako. Mi pa se vidimo prav kmalu, že v prihodnjih dneh z novim gostom. Ostanite z nami na Megafon TV.